Nagrajena kolesarska brv je ena od 6 vstopnih točk na kolesarsko pot, ki je idealna za rekreativno kolesarjenje po Bohinju in je ena tamkajšnjih najpomembnejših turističnih zanimivosti. Da gre za resnično vrhunski arhitekturni projekt, pritrjujeta domača in tudi tuja stroka. V objemu Julijskih Alp v Bohinjski Bistrici se preko Save Bohinjke v elegantnem loku pne kolesarska brv. Zasnovana je tako, da se popolnoma zlije s prelepo naravo, ki jo obdaja. In zdi se, kot da je ta prostor že od nekdaj čakal nanjo, saj so jo tako domačini kot turisti takoj vzeli za svojo. Gospod Miha Dešman, vi ste eden od arhitektov, ki ste zasnovali to kolesarsko brv. Kako je ustvarjati v tem specifičnem okolju, po eni strani graditi moderen objekt in biti hkrati zvest tradiciji? Verjetno ni ravno enostavno. Pri arhitekturi gre v bistvu za neke principe, ki niso od danes, ampak so več ali manj že 5000 let enaki. In dobri arhitekti znamo ali pa znajo nekako poiskati ali pa razumeti te principe in jih uporabiti za vsako specifično nalogo. Pri eni tako posebni nalogi, kakor je most, je pa treba upoštevati tudi specifiko, ki jo most v prostoru pomeni. Tu so 3 stvari pomembne. Reka, potem pot in pa bregovi. In most je zato eno središče, pomembna točka v prostoru, ker poveže te 3 stvari v neko novo možnost ali pa v neko novo situacijo, kjer se na drug način odpre pokrajina, na drug način odpre pogled na reko, pa tudi naredi se prehod tam, ker ga prej ni bilo. In to je ena od stvari, ki jih mostovi imajo v sebi, zato so simbolno v prostoru tako pomembni. Če pa govoriva o odnosu do lokalne tradicije gradnje ali pa do načinov, kako se gradi v tem prostoru, pa so nekatere izbire, ki so pri tem mostu seveda logične. Logična se nam je tako izdela izbira, da bomo uporabili kot material les. Druga stvar, ko se človek v Bohinju sprehaja po tej prelepi pokrajini, vidi kar nekaj te arhitekture tradicionalne, ki je tukaj. Recimo kozolci v Studorju so bili ena taka stvar, ki so bili za nas recimo direktna inšpiracija in po materialnosti uporabile se, pa tudi po neki konstruktivnosti. Takšni konstruktivnosti, ki je izrazito racionalna, ker kmetje v tem okolju so si zgradili najbolj možno racionalno arhitekturo. In mi smo skušali razmišljati ali pa nekako povzeti ta način razmišljanja in narediti objekt, ki bo tako skrajno racionalen. Da ne bo nič preveč, da se ne bo dal nič odvzeti in da bo ravno prav. In mogoče nam je celo vsaj deloma uspelo. Tako da so se stvari nekako ujele v nek izrazito razumen izid. In to je bilo tudi tisto, kar je prepričalo recimo mednarodne ocenjevalce, da so to prepoznali. Najprej smo dobili za ta most nagrado za najboljšo leseno gradnjo leta 2013, takrat, ko je bil most tudi narejen. To je domača slovenska nagrada, tako, strokovne javnosti. Druga, tudi strokovna nagrada pa je bila ta svetovna nagrada, ki je bila konec letošnjega maja v New Yorku, tako? Tako, Architizer, kjer smo tudi dobili nagrado strokovne žirije v kategoriji mostovi in cestni objekti. Velikokrat je težko doseči preprostost in normalnost, ki je hkrati pametna, racionalna in ima rečemo, neko javno vlogo in korist. Pri tem mostu je posebno to, da ni poseben, da je tako preprost, da ga vsak prepozna, razume kot arhetip nekega prečenja reke in da je v tej svoji preprostosti, recimo temu eleganten, prepričljiv, uporaben, univerzalen, kratka. Pa hkrati normalen. Ja.